V današnjem videu vam bom povedal nekaj prvih občutkov z novo specialko po 3-4 vožnjah. Rad vas bi tudi opozoril na akcijo spletne trgovine Sirocco, ki bo imela 20% popusta. In pa povedal bi tudi nekaj načrtov, kaj se bo v nadaljevanju zgodilo z mojim starim Scottom. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes je pustni torek, 17. februar. In jaz sem se našel kolesarja. Vreme imamo čudovito, sončno in ob 3 popoldan je bilo 14 stopinj Celzija. Tako med tednom popoldan je manj časa, kakor ob vikendih, ampak zdaj sonce zahaja že ob 5:30 zvečer, tako da se da narediti en lep krog, če se uspeš odpraviti na pot dovolj zgodaj. Jaz sem se odpravil kar tukaj na Prevalj, to je južno vznožje Goriških Brd, lepe in prazne ceste. Če koga bolj točno zanima, kje se vozim, bom pa dol od spodaj v opis videa dal tudi link do svoje Strave. Najprej želim opozoriti na akcijo pri spletni trgovini Sirocco. Večinoma veste, da imam jaz tam en poseben link, s katerim lahko dobite 10% popusta, oziroma lahko uporabite tudi mojo kodo RBASLO. V času od 18. do 22. februarja bo namesto standardnih 10% na voljo kar 20% popusta. Bo pa akcija izpeljana v 3 sklopih. Prvi sklop mislim, da je smučarija, drugi sklop kolesarstvo in tretji lifestyle. Tako da, če vas zanima zgolj kolesarska oprema, si zapišite datum 21. februar in takrat izkoriste 20% popusta, če vam to na kakršenkoli način pride prav. Le, kako se še lepo vidi zasnežene gore v ozadju. Prav tam na levi strani je Kanin. Kar precej vprašanj dobim, kakšni so občutki pri vožnji z novo specialko. Z eno besedo lahko rečem fenomenalni. Najprej hvala vsem za pozitivne misli in lepe želje, ki ste mi jih izrazili pri prvih 2 videih. Zdaj sem naredil že 3 vožnje, danes je 4. in moram reči, da sem super navdušen nad svojim nakupom. Med vsemi stotinami komentarjev sem dobil samo 2 taka bolj negativna, da to kolo ni zame, oziroma da je tako kolo brez veze. Ampak, okej, moja stvar, moj denar, moja odločitev, nimaš kaj. Težavo, ki sem jo omenil v prvem videu, da me na sedežu vleče naprej, sem enostavno rešil tako, da sem ga zvrnil za 1 mm nazaj in ti občutki so izginili. Nova specialka je precej lahka, s pedali vred, ima 7,8 kg, tako da tudi če napolnim oba bidona, ne pride na 9,5 kg. No in zdaj sem se že tukaj parkiral, naredim hitro še eno fotko. Seveda, manjša teža specialke se pozna pri tem, da sem hitrejši. Že na kolesu čutim, da se peljem bolj hitro, pa tudi na Stravi vidim, da so višje številke in že kakšen nov osebni rekord. Recimo, čisto tako sem opazil, ko smo imeli v začetku februarja 12 deževnih dni in jaz sem še zbolel vmes, potem pa prvi suh dan in po bolezni sem šel en kratek, lahkoten ravninski krog in brez kakšnega večjega napora pridem domov s povprečjem 28 na uro. Povprečje 28 na uro pri meni s starim Scottom ni bilo samoumevno. Tako da sem bil res presenečen, kako v redu se peljem s tem kolesom.
Višja hitrost na kolesu pa ni odvisna samo od teže, ampak tudi od samega položaja na kolesu. Tukaj sem postavljen dosti bolj nizko in kljub temu, da sem se prej vozil bolj visoko, mi ta novi položaj povsem ustreza in se zelo dobro počutim. Tako da je očitno prvi bike fitting uspel. Kar se tiče elektronskega menjalnika, nobenih pripomb, sem pa ugotovil eno super dodano vrednost. Tudi če imam kamero v roki, lahko z enim prstom zamenjam prestavo in že to je super. Hitro sem se navadil tudi na te visoke karbonske obroče. Moji so 50 mm, ker vseeno predstavljajo neko površino in pri bočnem vetru od začetka te kar preseneti, ko te tako na hitro zaniha. Ampak tako po eni ali pa dveh vožnjah tega sploh ne opazim več. Se mi zdi, da sem se tako navadil, kakor da bi bil s prejšnjimi obroči. Moram pa reči, da me še zmeraj malo skrbi, kako bo na kakšni resni primorski buri. Tam pa se bo sigurno poznalo. Tisti, ki ste gledali moj prvi video do konca, ste videli, da sem po 50 km na prvi vožnji prebodel zadnjo gumo. Serviser je ugotovil, da sem povozil nekaj ostrega, tako da lahko rečem, da sem imel res pač samo smolo. Zato ostajam na TPU zračnicah. Imam pa vseeno v glavi en tak neprijeten občutek, ker celo pot razmišljam samo o tem, kdaj bom spet ostal brez gume, a bo kakšen defekt ali kaj. Sploh zdaj od začetka, ko še nimam torbice na kolesu, niti rezervne zračnice, in če ostanem kjerkoli na cesti, je edina varianta samo asistenca. Ampak okej, s časoma si bom zbil te misli z glave in mislim, da bo vožnja postala samo še bolj prijetna. In pa to, ko zmeraj poudarjam, koliko je meni pomembno, da je na kolesu čista tišina. Nobenega škripanja, škrtanja, pokanja. Samo šum, ki ga delajo gume na asfaltu. To je to. Je pa lepo videti tukaj pri nas tako vreme, že za kratke hlače, gore pa še čist bele od snega. Na novem kolesu imam tudi malo krajšo gonilko, zaradi česar sem opazil, da imam rahlo višjo kadenco, kar mi je super. Se mi zdi, da to pozitivno vpliva. Že prej sem se trudil, da bi jo malo dvignil in zdaj mi je to uspelo. Pa še ena zanimiva stvar se mi je zgodila. Slučajno sem videl video od Katie Kukabura, v katerem je predstavila gospoda, ki na Stravi naredi absolutno največ kilometrov. Letos v drugi polovici februarja jih ima že več kot 7000. In nisem mogel verjeti, ko sem videl, da vozi kolo v InSpace. Kaj ne rečem. Vesel sem, da sem se odločil za to kolo. In tudi, če v InSpace v Evropi še ni znana znamka, to daleč od tega, da bi pomenilo, da je slabo kolo. Moji načrti s starim Scottom so zaenkrat taki, da ga bi prodal. Seveda, če dobim pošteno ceno zanj. Ceno sem zračunal tako, da sem novemu kolesu v prvem letu odbil 50%, potem pa še vsako naslednje leto po 10% vrednosti. Tako da mislim, da bi mogel za njega dobiti okrog 1200 evrov. Bi pa rad z njim posnel še zadnji video, nekakšna poslovilna vožnja s starim Scottom, tako da do takrat bo moj. Ne vem točno, kdaj bom to uspel posneti, ker zdaj v kratkem bom predstavljal en nov števc od Brightona, ampak prej ko slej bom vse to opravil.
Če koga zanima rabljeni Skoda Dig 20, naj se mi javi na zasebno sporočilo. Kdor rabi, lahko izkoristi 20% popust pri znamki Sirocco. Varno vožnjo vam želim, hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.